Evo, bom pa kar začel. Dobrodošli na današnji novinarski konferenci, kjer želimo predstaviti elektronski indeks, s katerim bo omogočena bolj utemeljena napotitev na ortodontsko obravnavo otrok. Zdaj uvodoma bom jaz kar prosil predsednika odbora za zobozdravstvo, podpredsednika zbornice Krunoslava Pavloviča, da pove v bistvu par zadev, zakaj smo se lotili tega, pa tudi kakšno v bistvu trenutno aktualno stanje na področju zobozdravstva. Tako da, gospod Pavlovič, prosim. Ja, lepo pozdravljeni. Pretekli mesec smo ponovno slišali, za katere zdravstvene storitve se ponovno čaka najdalj. In med temi se pravi specialnostmi se je znašlo tudi ortodontsko zdravljenje, tako kot vedno. S problemom čakalnih dob smo se pravzaprav spoprijela do sedaj že vsaka vlada in kot kaže, nobena do sedaj tega problema uspešno ni naslovila. Razlogi za te čakalne dobe v zdravstvu so seveda večplastni, a pogosto so sprejemali bolj administrativne prijeme, kot so na primer v preteklosti se je uvajala nova kategorija nujnosti zdravljenja ali pa se je omogočil povečan obseg dela kolegom zaposlenim le v javnih zavodih in tako naprej. Pravzaprav pa nihče ni do sedaj se vsebinsko pogledal, zakaj določena čakalna doba v določenih specialnostih nastaja in zakaj je pravzaprav ta tako dolga. Tudi sedajšnji ukrepi skrajševanja čakalnih dob so lahko zaskrbljujoči, saj omogočajo le opravljanje večjega števila prvih pregledov, torej pravzaprav pa ne samega zdravljenja. Se pravi, omogočena je realizacija izvajanja samo določenih prvih pregledov po VZS-ju. Pacienti pa v bistvu do zdravljenja v teh specialnostih v tem trenutku še ne pridejo. In če pogledamo, pravzaprav, kakšni so stroški teh storitev za zavarovalnico, vemo, da so prvi pregledi pravzaprav stroškovno najmanjše ovrednoteni, sami posegi, ki pa temu sledijo, pa imajo seveda bistveno večjo ovrednotenost. Predvsem se sprašujemo o funkcionalnosti ukrepa in seveda varčevanja, namreč nihče se ne vpraša, kam bodo ti pacienti potem uvrščeni, da bodo dejansko prišli do zdravstvene storitve, ki jo seveda nujno potrebujejo, da jih pozdravimo, da se lahko vrnejo nazaj na delovno mesto, v šolo, v vrtec. Taki ukrepi matematično gotovo lahko na dolgi rok popravijo neke rezultate v Excel tabelah, ki vodijo na ministrstvo, na zavarovalnice ali pa na NIJZ-ju, vendar vprašanje pa je, kaj bodo od tega na koncu imeli pacienti, ki bodo ponovno bili prestavljeni v neko novo čakalno vrsto za poseg, ki se bo zgodil nekdaj, ali pa v tisto čakalno vrsto, ki v tem trenutku še ni najdaljša, mogoče pa ravno zaradi tega v prihodnosti bo. Zakaj sem želel to na začetku izpostaviti? Ravno iz razloga, da smo se tako s Slovenskim ortodonskim društvom in za stroko medicinsko fakulteto skupaj nekako lotili projekta in iskali vsebinske razloge, zakaj pravzaprav čakalne dobe nastajajo v ortodontiji, in na grobo smo ugotovili, da je pravzaprav kar nekaj otrok v tej čakalni vrsti napisanih na zalogo, oziroma mogoče celo njihovo zdravljenje ni povsem indicirano, se pravi, njihova napotnica ni bila indicirana. Zdaj zaradi mogoče prezgodnje starosti, da bi se določena nepravilnost lahko že obravnavala, ali pa da pač ti otroci nimajo tako težke nepravilnosti, da pravzaprav bi zavarovalnica to zdravljenje finančno pokrila. Najverjetneje do tega problema predvsem prišlo zaradi javnega mnenja, da je do ortodonta seveda težko priti, in starši seveda zelo močno pritiskajo na primarne zobozdravnike, da dobijo to napotnico, da svojega otroka uvrstijo v vrsto, se pravi za vsak slučaj vnaprej. Tako je bil eden od poglavitnih ciljev, da bi pravzaprav oblikovali čim bolj objektivno napotovanje na sekundarni nivo, se pravi na ortodontsko zdravljenje, in da bi s tem napotovanjem pravzaprav nekako poskušali poenotiti naše kolege na primarnem nivoju z izobraževanjem za to napotovanje, se pravi, da bodo pacienti, otroci imeli vsi enakopravne in enake možnosti dostopanja do tovrstnega zdravljenja.
Izpostavil bi profesor Ovsenik kot predstavnica medicinske fakultete in seveda stroke, ki je organizirala in zmotivirala odlično ekipo, ki je v bistvu pripravila model, s katerim je posredno zdigitalizirala in pa, kar je najpomembnejše, zobjektivizirala napotovanje na ortodontsko zdravljenje. Se pravi, zdaj imamo natančno definirana pravila, pod katerimi se v bistvu otroke lahko napoti na ortodontsko zdravljenje, in to vse podprto z računalniškim programom, ki omogoča pravzaprav čim bolj enakopravno napotovanje. Hkrati pa seveda moramo se zavedati, da tak model je zelo enostavno pripraviti, ampak pomembno pa je z druge strani, da pride ni enostavno pripraviti v pogledu vseh parametrov, ki je treba upoštevati, ampak da pa zaživi, je pa to tisti en dodaten korak naprej, v katerega je treba še dodatno vložiti energijo. In še enkrat bi se zahvalil pravzaprav medicinski fakulteti in tudi ortodonskem društvu, da so pravzaprav zmotivirali tudi kolege na primarnem nivoju in jih v bistvu dodatno podučili na tem področju, kako ta EFO indeks resnično uporabiti na način, da bo čim bolj, da bojo, se pravi, otroci res tisti v čakalni vrsti, ki to zdravljenje seveda potrebujejo. In na ta način res poskrbeli kot ekipa, da bo sam model zaživel tudi v praksi, ne da bi imeli spet nek model, ki bi bil zgolj teoretičen na modelu. Seveda obstajajo tudi drugi administrativni pogledi na skrajševanje čakalnih dob, kot je recimo bila na primer v preteklosti predlagana zaostritev indikacij za napotovanje. Se pravi, da bi zmanjšali število točk, s katerimi bi bili otroci upravičeni do zdravljenja. Omejitev tega napotovanja res na čim manjšo množico otrok bi seveda pomenilo manj pravic za otroke na koncu. Slednje posledično pomeni tudi bistveno slabše ustno zdravje za naše otroke in kasneje odrasle. In moram poudariti, da kot tukaj sedimo, pravzaprav stroka enotno temu ostro nasprotuje, se pravi, da bi zmanjševali pravice otrok. Nepravilnosti, na primer, ki jih ovrednoti sam EFO indeks, so pravzaprav tiste, ki se jih da odpraviti, če so pravočasno odkrite in naslovljene s primerno terapijo v primernem obdobju rasti. Hkrati pa, kot vemo, ta model definira tudi stanja, ki potrebujejo nujno obravnavo. Vsekakor, se pravi, vsakršno kasnejše zdravljenje bi dejansko pomenilo tudi ne samo slabše ustno zdravje za pacienta, ampak tudi bistveno večje stroške za zavarovalnico, kajti posegi postanejo potem interdisciplinarni in stroški zdravljenja bistveno večji. Osebno iskreno zelo upam, da bo zavarovalnica na koncu sprejela tak predlagani model kot osnovo za napotitev in močno seveda verjamem, da bo to pomenilo skrajšanje čakalnih dob na srednjeročni in tudi dolgoročni osnovi. Opravljeno je bilo zelo veliko analitičnega dela, strokovnega in usklajevalnega dela, tudi med kolegi, za kar smo pravzaprav po stroki vsi hvaležni prav tej omenjeni ekipi, ki ponovno dokazuje predvsem to, da imamo zobozdravniki veliko skrb do naših pacientov in da zelo dobro poznamo zobozdravstveni sistem, v katerem delujemo. In pravzaprav v njem na vseh nivojih delujemo konstruktivno s številnimi predlogi, kako bi lahko skrajšali čakalne dobe. Vendar je na drugi strani in na koncu seveda odvisno od zavarovalnice, kaj ona od tega podpre in je pravzaprav pripravljena tudi plačati, da bi lahko pacient na koncu ohranil svoje pravice ali pa jih celo širil. In tako kot v času epidemije, če se spomnite, smo se znali tudi tedaj zorganizirati in se tudi sedaj, na način, da pacienti lahko dobijo največ od tega, česar zavarovalnica priznava oziroma po drugi strani omejuje. In naše znanje in vrline pogosto, moram poudariti, presegajo okvire tega, kar pravzaprav zavarovalnica priznava. In menim, da je srž in glavni vzrok problema tega pravzaprav zelena knjiga še vedno iz leta 1979. Gre seveda za zastarele standarde in normative, za katere pa, kot sem že večkrat poudaril,
imajo zobozdravniki mnenje, da so lahko zelo nevarni tako za paciente, kot tudi za same zobozdravnike. Hvala. Zdaj bomo predali besedo gospe Maji Ovsenik, pa mogoče med tem, kaj tale mikrofon še probamo sem spraviti. Zdaj, EFO indeks se sliši zelo mogoče zahtevno, no, zato smo mi tudi pripravili en tak video, kjer smo zelo na praktičnem primeru pokazali, je tudi na naši spletni strani, pa na YouTubeu, lahko si ga dol prenesete, tudi surov materiale za prenes, no. Medtem, ko bo profesor Ovsenik razlagala, mogoče bomo tudi malo pustili sem to, da se boste mogoče lažje predstavljali vse skupaj, pa bomo kar brez zvoka po mojem predelu. Smo pa to v bistvu na stomatološki kliniki v četrtek posnema, tako da... Ja, lepo pozdravljeni. Eno veliko vizionarsko delo je teklo vse od začetka uvajanja EF indeksa v področje čeljustno-ortopedske stroke, in hkrati s tem je sočasno tekla tudi aktivnost, kako bi v objektivno vrednotenje zobnih in čeljustnih nepravilnosti vključevali tudi zobozdravnike. Zato je kot izpeljanka EF indeksa nastal EFO indeks, ki je temelj in osnovni del diagnostike v čeljustni in zobni ortopediji v Sloveniji, s tem, da je pripravljen za zobozdravnika v tej meri, da je možno namesto 15 znakov nepravilnosti v ustih pacienta izmeriti teh le 7. Kaj to pomeni? To pomeni, da ni potrebno odtiskovanje, da je možno pri kliničnem pregledu ugotoviti morfološke in še pomembneje funkcionalne odklone nepravilnosti. In ti odkloni orofacialnih funkcij, ko so nepravilno dihanje, požiranje in pa razvade, so tudi glavni etiološki dejavnik pri razvoju nepravilnosti. To vse je del dodiplomskega študija za študente dentalne medicine. Oni se vsega tega naučijo že v dodiplomskem študiju, poznajo zakonitosti funkcionalnih in morfoloških odklonov in je ta pristop k temu, da vpeljamo zdaj računalniški oziroma digitaliziran zapis kliničnega pregleda za zobozdravnika, pravzaprav tisti del, ki ga že opravljajo, vendar ga zaenkrat niso sistematično zapisovali in zato ni bilo možno na koncu objektivno zapisati stopnje težavnosti in zapisati sistematično tudi vseh funkcionalnih odklonov orofacialnega področja pri pacientu, ki je pri kliničnem pregledu. Zdaj, če si pogledamo, kako tamle upisujemo v računalniški program status panoramske rentgenske slike, ki velja kot ena najpomembnejših diagnostičnih pripomočkov za zobozdravnika in tudi zobozdravnika specialista, vidimo, da je precej enostavno, saj samo s klikom že izbereš izrasle, neizrasle zobe in na koncu, ko zaključiš, imaš izpis celotnega izvida panoramske rentgenske slike. To je en sila enostaven pripomoček, ki to omogoča. In potem, če ugotovimo, da gre za neko nepravilnost v izraščanju zobovja, spet impaktirani neizrasli zobe, spet samo s klikom označimo tisti zob, ki je lahko potencialno impaktiran. In to ostane zapisano pri tem izvidu v kartoteki zobozdravnika za digitalen pristop. No, in na to sledi teh 7 znakov, ki jih ima EFO indeks. In tole je samo en tak kratek prikaz, kako poteka pogovor s starši, s pacientom in kako lahko zobozdravnik že pri tem pregledu, če se odloči, da je nepravilnost takšne narave, da lahko navodila za neke interceptivne ukrepe, tukaj gre za eno držo odprtih ust, kjer smo lahko staršem in pacientu natančno prenesli ta navodila. No, in kaj je bistvo, da samo to, kar že zdaj delajo, predvsem odnos prvih stalnih kočnikov, recimo razreda 2 in razreda 1, kar vsi zobozdravniki pri delu s pacienti že opisujejo, s klikom označijo v digitalnem programu EFO indeksa. In potem sledi teh 7 znakov, kot je odprti griz, križni griz, povečana sagitalna stopnica, potem rotacije zobovja,
takole grejo po vrsti in če pogledamo samo s klikom, ugotoviš nepravilnost in je ta nepravilnost zapisana in izražena ob koncu, ko se vseh 7 znakov za povrstjo izpiše v izpisu celega kliničnega pregleda, kjer so zapisani tako morfološki, kot tudi funkcionalni znaki. No, in zdaj tukaj gre za križni griz ličnikov v transverzalni ravnini, kjer natančno označimo, vidimo, da so tukaj mlečni zobje, ki so v tabeli izpisani, potem gre za položajne nepravilnosti zob, za rotacije in nagibe in potem sledi še nepravilnost skačemo naprej, tako da ne moram čisto slediti poteku, ampak da si lahko predstavljate, da gre povzetek potem v celoten izpis, kjer imamo napisanih vseh 7 znakov in vse prisotne funkcionalne odklone in hkrati izraženo stopnjo nepravilnosti s številom točk. In še več, vpisani so tudi vsi tisti znaki oziroma vse nepravilnosti, ki sodijo za prednost za zdravljenje. In zdaj, če ste videli tam sliko, je šlo za enostranski funkcionalni križni griz, ki je ne glede na število točk prednost za zdravljenje. In ta je izpisana v tem zadnjem izpisu v programu in hkrati se izpiše potem tudi naslednje, ali je potreben ukrep kot neko interceptivno zdravljenje, ki jo lahko izvaja zobozdravnik, kot naprimer, da dajemo navodila za držo zaprtih ust, kot zdaj pokažemo, s takole paličico, to lahko mirno pripiše zobozdravnik in tudi poda natančno navodilo, da vzame palčko, stiska ustnici in da rečemo 10-krat na dan, po najmanj 10-krat. In če so ta navodila jasna in če se strinjata pacient in zobozdravnik, potem smo mi lahko mirni, da bo to tudi dejansko potekalo. Vkolikor nepravilnosti ni, ostane pacient pri zobozdravniku, ki ga mirno naroča na kontrolne preglede, in če ugotovi, da je stanje oziroma nepravilnost izražena in da potrebuje ortodonsko zdravljenje, potem pride do izpisa nepravilnosti, ki sodi kot priloga k napotnici za napotitev na ortodonsko zdravljenje. Morda bi še to dodali, mogoče ponedeljek ni najbolj običajen dan za takšne novinarske konference, ampak ravno danes poteka izobraževanje, skozi katerega je šlo oziroma dodatno usposabljanje, koliko je že v bistvu zobozdravnikov izobraženih, se pravi, danes je v bistvu ni začetek tega procesa, ta proces v bistvu nekako končuje. Ja. Zdaj celotni tok uvajanja EFO indeksa na primarni nivo se je začel že v letu 1918. Takrat je bil prvi seminar, konkretno v tej sobi, kjer je bilo udeleženih 50 zobozdravnikov, kar nas je močno presenetilo, da je tako veliko zanimanje. Takrat seveda ni bilo izdelanega računalniškega programa, takrat smo to delali na papirju in imeli pred sabo študijske modele. Danes pa teče že 5. tečaj kot učna delavnica in kot teoretično predznanje in to si bomo lahko tamle ogledali v dvorani Julijana. Danes je 45 udeležencev, kar nas je močno presenetilo, da na ponedeljek 28. avgusta je zanimanje tako zelo veliko. Izobrazili smo več kot 200 zobozdravnikov, od tistih 250, ki so aktivni na področju otroškega in preventivnega zobozdravstva, tako da mogoče lahko rečemo, da nam manjka nekih 30, ki se zaradi kakršnihkoli objektivnih razlogov niso uspeli na eno od teh delavnic priključiti in seveda bo verjetno še en tečaj, še ena možnost, se je želja, da bi to zaživelo v praksi nekje z januarjem 2024. Zdaj, kako potekajo te delavnice? Najprej jim predstavim teoretični del EFO indeksa, potem se računalniški programi s pomočjo tehniškega osebja na zbornici prenese na njihove osebne računalnike, potem je po predavanju ponovitev vseh 7 znakov na študijskih modelov, tako da imajo pred sabo kljunasto merilo, da lahko ponovijo to, kar že znajo, in potem pristopijo k skupnemu delu, kjer je projekcija
primera, kot je bilo prikazano na videu, na eni strani in na drugi strani sami na svojih računalnikih klikajo nepravilne znake in to delajo skupinsko na nekih 5 primerih. Potem ima vsak enega pred zaključkom in ga opravi samostojno in za pridobitev diplome, da je opravil tečaj, ko se vrnejo na delo, pošljajo zapis 3 kliničnih primerov, ki so jih samostojno v svojih ordinacijah uspeli izpolniti. In to je pogoj, da potem rečemo, je osvojil znanja, pozna sistem, pozna računalniški program. Če v kakršnikoli nalogi naletijo na težave, je poseben elektronski naslov, kamor lahko svoje težave pošljajo in jim skupina teh mladih sodelavcev, ki jim vedno pomagajo, na nek način pomagajo in uredijo in odgovorijo na njihove težave. Najlepša hvala. Znam tudi, če 8 novinarjev preko spleta, tako da je tudi vabljeni k zastavljanju vprašanj preko četa. Zdaj mogoče še prosim predsednico Ortodontskega društva, dr. Sando Lah-Kravanjo, dr. Pavle Domov, v pomoč pri mikrofonih. V bistvu cilj tega EFO-indeksa je res, da je popolnoma utemeljena, enotna merila in da v bistvu bodo vsi zobozdravniki lahko dejansko na enak način ocenjevali. Se pravi, zakaj je to pomembno? Pa najbolj, da damo besedo Lah-Kravanji. Lepo pozdravljeni še v imenu Slovenskega ortodontskega društva, ki je strokovno združenje vseh ortodontov v Sloveniji, ki delujejo tako v javnem kot v zasebni pravni obliki ali pa tudi kot čisti zasebniki. Ugotavljamo, da so glavni razlog za čakalne dobe v ortodontiji je velik razkorak med potrebami, pravicami in željami prebivalstva in številom programov za čeljustno in zobno ortopedijo, za katere je plačnik zavarovalnica. Že v letu 2018 smo na tiskovni konferenci pozvali zavarovalnico in Ministrstvo za zdravje, da je v ortodontiji glede na preskrbljenost potrebnih novih 40 ortodontskih programov. Kajti ortodontov, ki delujejo v 92-93 javnih programih, je 27 z področja zdravstvenih domov, 37 koncesionarjev, 9 jih je na stomatološki kliniki, med njimi je 12 specializantov in na ortodontsko obravnavo pošilja otroke z napotnicami, kar okoli 270 otroških zobozdravnikov in 30 specialistov pedontologov, zato se pojavlja ozko grlo pri napotitvah. In se pojavljajo tudi nedopustno dolge čakalne dobe za prvi pregled. Ob tem pa je bilo ugotovljeno v študiji, ki je bila opravljena na stomatološki kliniki v Ljubljani v okviru raziskave, da je kar tretjina otrok napotenih prezgodaj, zgolj preventivno ali na željo staršev, ko še sploh ni prepoznana potreba za ortodontsko zdravljenje, predvsem zato, da se uvrstijo v čakalno vrsto in ne glede na to, ali je ortodontsko zdravljenje sploh že utemeljeno ali ne. Zato smo v Slovenskem ortodontskem društvu, kolegi ortodonti, se zavzeli, da bi poskušali kar se da aktivno pristopiti k skrajševanju čakalnih vrst in en od teh pristopov je ta možnost za triažo napotnic s pomočjo EFO-indeksa, ki smo ga danes predstavili in za katerega je ekipa uspešno motivirala dodatno osvežitveno izobraževanje velikega dela slovenskih zobozdravnikov, ki napotujejo otroke z napotnicami. Ocenjujemo, da bo ta EFO-indeks ne samo pripomogel k bolj utemeljeni napotitvi na ortodontsko obravnavo, pač pa bo veliko pomoč tudi zobozdravnikom, ko bodo predstavljali otrokove nepravilnosti in odklone staršem. Zakaj je napotitev potrebna ali zakaj še lahko počakamo. No, to je bil ta prvi in najpomembnejši pristop, zaradi katerega smo se danes zbrali tukaj. Rada bi vam pa podala še nekaj najbolj aktualnih informacij z področja ortodontije, ki je tako zelo pogosto izpostavljena zaradi dolgih čakalnih dob v medijih. V splošnem dogovoru od leta 2021
je na področju zobozdravstva ortodontije omogočeno plačilo izvajalcem po realizaciji, kar pomeni, da so plačane vse ortodontske storitve, ki se jih pacientom opravi. Ne tako kot v zobozdravstvu, kjer je možnost povečanja realizacije samo za prvi pregled. Pri ortodontih je omogočena celotna realizacija s tem, da smo se kolegi ortodonti zavezali in smo ne samo s povečano realizacijo pričeli z povečanim izvajanjem prvih specialističnih pregledov in pa z povečanim vključevanjem pacientov z napotnicami na aktivne ortodontske obravnave z namestitvijo bodisi snemnih, bodisi nesnemnih ortodontskih aparatov, kajti ocenjujemo, da sta ti dve področji tisti, ki lahko najbolj pripomoreta k obravnavi, povečani obravnavi in k skrajševanju čakalnih dob. Vendar pa nas je presenetila ta epidemija izdajanja napotnic strani šolskih zobozdravnikov, kar se je v letih kumuliralo in pravzaprav formuliralo take dolge, nedostopne čakalne dobe. Ko smo analizirali podatke o realizaciji v ortodontskih ambulantah, ki so dostopni in so bili tudi javno objavljeni, je bilo ugotovljeno, da je na področju javnega zobozdravstva bila realizacija povečana na indeks 120, govorimo samo o ortodontiji, medtem ko je bilo na področju zasebnikov, to so javni izvajalci s koncesijo za področje ortodontije, pa okrog 150%. Se pravi, skupaj indeks v lanskem letu je bil 135%. Se pravi, ortodonti smo aktivno izpolnili svojo zavezo in povečali realizacijo za 35% na tim. Kaj pa zdaj to pomeni? Zelo pomembno je vedeti, da smo to povečano realizacijo dosegli s pomočjo notranjih ukrepov, ki jih je izvedla pač vsaka ambulanta, vsak izvajalec v okviru danih pogojev in svojih možnosti, pri čemer se zavedamo, da so možnosti v javnem zobozdravstvu, na javnih programih, v javnih zavodih precej bolj omejene kot pri ortodontih koncesionarjih. S pomočjo notranje ankete v Slovenskem ortodonskem društvu, ki je bila izvedena letos v mesecu maju in je bila reprezentativna glede na udeležbo specialistov, smo ugotovili, da se je ta povečana realizacija lahko udejanila na osnovi podaljšanja ordinacijskega časa za paciente, na osnovi dodatnih delovnih dni ortodontov, na osnovi skrajšanja dopustov, skrajšanja izobraževanj in predvsem zaposlovanjem dodatnega administrativnega kadra v ortodonskih ambulantah, ki je odvzel delo specialistom ortodontom, ki ga zahteva zdravstvena zavarovalnica za realizacijo in za administrativno beleženje in obračunavanje storitev. Velik napredek je bil narejen tudi na področju pregledovanja napotnic, ki so aktivne, oziroma da se izločijo tiste, ki so nepotrebne, zastarele ali so bili pacienti že obravnavani ali pa se celo odstopili od obravnave. Se pravi, možnost triaže napotnic in povečana realizacija se udejanja. Specialisti ortodontije pričakujemo, da se bodo rezultati pokazali, kot je že omenil kolega Pavlović, kratkoročno in srednjeročno. Ne moremo pa pričakovati teh ukrepov čez noč. Pri tem bi rada poudarila, da je tako kot na področju zobozdravstva, tudi na področju specialistične dejavnosti čeljustna in zobna ortopedija, specialistov, kadrov na področju Slovenije dovolj. Primanjkuje pa javnih programov za javno mrežo v vseh regijah in ne glede na pravno obliko izvajalca. Tudi na področju ortodontije namreč nastaja vedno večji razkorak med številom specialistov ortodontov, ki delujejo z javnim programom, kot med tistimi, ki tega javnega programa nimajo, pa bi ga želeli ali pa ga morda celo sploh ne želijo več. Takih specialistov je po najnovejših podatkih ZZZS-ja in Zdravniške zbornice Slovenije letos že kar 17. Opažamo, da
naši kolegi odhajajo iz javnih zavodov v zasebne dejavnosti in pa dogaja se tudi odhajanje pacientov na zdravljenje v tujino. Potem bi še nekaj povedala o interesu za specializacijo iz čeljustne in zobne ortopedije. Z nami je namreč profesor Ovsenikova, ki deluje tudi kot nacionalna koordinatorica za razpisovanje in za izbor na razpisih za čeljustno in zobno ortopedijo. Namreč vsako leto zbornica objavi 2 razpisa v spomladanskem in jesenskem roku in v letih 2012 do 2023 je bilo razpisanih kar 19 specialističnih mest, na katere se je prijavilo 106 kandidatov, kar pomeni, da je interes za to specializacijo strani kolegov zobozdravnikov, doktorjev dentalne medicine izredno velik in so bila vsa učna mesta, mentorska mesta v vseh učnih ustanovah v teh letih polno zasedena, kar predstavlja praktično edino ozko grlo, se pravi število mentorskih mest v učnih ustanovah za vse kandidate, ki bi želeli to specializacijo opraviti in so na njo tudi izbrani. Potem bi predstavila še pregled dinamike upokojevanja specialistov ortodontije. V enakem obdobju 2012 do 2023 se je pokazal trend upokojitev 2 do 3 na leto, zato razpisi specializacij zadoščajo le nadomeščanje kadrov, ki odhajajo v pokoj. Poudarila bi pa naslednje. Zdravljenje na napotnico v tujini. Po evropski direktivi o prostem prehodu na zdravljenje v tujino se po podatkih zdravstvene zavarovalnice ti odhodi povečujejo in pojavlja se povečan odtok sredstev za zdravljenje v tujino. Aktualni podatki od leta 2018 do 2022 kažejo, da je odteklo v tujino k zasebnim izvajalcem v bližnjih državah, največ od tega jih je na Hrvaškem, je bilo že za več kot 5 programov. Se pravi, 5 kolegov, specialistov ortodontov v Sloveniji bi lahko ta pregled in obravnavo opravilo staršem in otrokom doma, brez potovanja v tujino, če bi imeli možnost pridobitve programa. Poleg tega je zelo pomembno to, da se pri zasebnih ortodontih v Sloveniji naši zavarovanci ne morejo zdraviti na osnovi napotnice, medtem ko se na ta način v tujini zdravijo ravno tako pri zasebnih izvajalcih, ker so tudi tam v javnem zdravstvu za njihove paciente dolge čakalne dobe. Na zdravljenje v tujino pa napotujejo posredniška podjetja, ki opravijo za paciente administrativni del za zavarovalnico in uredijo tudi naročanje pri izvajalcih, se pravi kar dober servis, seveda za zaračunavanje provizije. Oboji skupaj posodelujejo pri zelo pogosto zavajajočem in vse bolj agresivnem reklamiranju. Slovenskim izvajalcem zdravstvene dejavnosti reklamiranje omejuje Zakon o oglaševanju in kodeks medicinske etike, vendar pa opažamo, da se vse pogosteje pojavljajo tudi kršitve s strani posameznih izvajalcev. Specialisti ortodonti pa se vse pogosteje srečujemo tudi s prekinitvami delovanja izvajalcev, zaradi daljših bolezni ali zaradi odhoda v pokoj in stiskami pacientov, ki nastopijo pri tem. Na obeh straneh čakalne vrste, tako pri izvajalcih kot pri starših, ki morajo kar čez noč najti zamenjavo oziroma nadaljevanje ortodontske obravnave za svojega otroka. Ugotovili smo in rezultate predstavili v letošnjem februarju na tiskovni konferenci, kjer je sodelovala tudi varuhinja pacientovih pravic, da je največja težava pri tem pomanjkljiva komunikacija na straneh predvsem ZZZS in Ministrstva za zdravje, ker niso objavljeni podatki, kdaj, kako in kje bo na razpolago otrokom in staršem nadomestni ortodont. Posledica so pritiski na izvajalce osebno, prek telefonov,
dopisih številne pritožbe staršev na vseh institucijah in objavljanje v medijih s ciljem pritiska na izvajalcev. Pri tem si želimo hitre izboljšave v dobro pacientov in izvajalcev. Po izvedenih izobraževanjih za zobozdravnike in po pripravi programa za ta elektronski indeks za utemeljeno napotovanje, strani ortodontske stroke podajamo še naslednje ukrepe za skrajševanje čakalnih dob, ki vam bom jih dala tudi napisane. Se pravi, uvedba triaže ob izdaji napotnice za ortodontsko zdravljenje, utemeljena napotitev na osnovi ocene EFO indeksa strani otrokovega zobozdravnika. Kot drugo, priprava postopkov strani ZZZS in Ministrstva za zdravje za hitrejšo določitev začasnega nadomestnega izvajalca za nadaljevanje ortodontske obravnave ob izpadih, ker se je pokazalo, da tak proces traja od 6 mesecev do 1 leta, kar se stroki zdi nedopustno predolgo. Potem kot tretje, v bistvu podajamo apel, da bi bili znani plačilni pogoji za izvajalce ortodontije tudi v prihodnjih letih, ko bodo še potekale obravnave teh otrok, ki smo jih vključevali v obdobju omogočene povečane realizacije, zato da bi lahko te otroke tudi nemoteno zaključevali. In kot zadnje bi opozorili na pasti dentalnega turizma in zavajajočega oglaševanja tujih zasebnih izvajalcev ter posredniških podjetij, ki jih reklamirajo v Sloveniji. S tem se vam zahvaljujem za pozornost in vam izročam tudi ta pisna gradiva, da jih boste lahko v svojih poročilih povzeli. Bomo prosili še so pa na spletni strani zbornice v današnjih aktualnih obvestilih. Hvala lepa. Smo pa zdaj zelo izčrpni. Zdaj, kako v praksi potekajo te delavnice, se lahko gremo tudi pogledati, posnet. Zdaj pa, če se še kakšna vprašanja, tako kolegi novinarji preko spleta, tukaj v tam. Ja, a to EFO je kratica za kaj? Ja, EFO indeks je kratica 3 priimkov. Eisman je uvedel indeks za ovrednotenje uspešnosti zdravljenja v letu 1969. To je bil profesor na Erfurt, univerza v vzhodni Nemčiji, kjer se je izobraževal profesor Farčnik in prevzel indeks, ga pripeljal v Slovenijo, ga priredil za uporabo v mlečnem, menjalnem in stalnem zobovju, s tem, da je dodal funkcionalne odklone nepravilnosti. S tem je postal indeks EF in je namenjen in še danes ga uporabljajo vsi specialisti za ovrednotenje obsega nepravilnosti pred pričetkom ortodontske obravnave in je pogoj, da za vsakega pacienta to vrednost vstavijo tudi v program, ki ga sledi zavarovalnice. O je pa začetna črka mojega priimka, Ovsenik. To je bilo moje doktorsko delo v letu 2003, kjer sem ugotovila, da je pravzaprav enako zanesljivo merjenje vseh 15 znakov na študijskem modelu v primerjavi z merjenjem v ustni votlini in da je zato mogoče ta indeks prenesti na zobozdravnika, ki mu ne bo potrebno odtisniti čeljustnic, malega otroka pripeljati do nekega neljubega odtiskovanja, kar je lahko zelo neprijetno, hkrati pa je to tudi cenovno, časovno, predvsem pa vključuje laboratorijske postopke. In je zato ta metoda za triažo neprimerna. Torej, ta O, ki je dodan, pomeni, da smo mirni in da lahko zanesljivo vse, kar delajo ortodonti, sicer za uporabo 15 znakov, delajo zobozdravniki v ustih in s tem so ti dolgotrajni postopki za ugotavljanje prostorskih razmer v zobnih lokih, ki jih naredimo tako, da izmerimo vse izrasle zobe v zobnem loku, izmerimo velikost zobnega loka in potem primerjamo, ali je dovolj prostora ali ga ni, in ta postopek približno traja 20 minut na študijskem modelu, ta del odpade, pač pa 2 znaka, kot je nagib in pa rotacija zoba,
dovolj jasno pojasnita prostorske razmere v zobnem loku. Je pa potem več rotiranih in več nagnjenih zob in s tem ni potrebno to dolgotrajno merjenje dejanskih prostorskih razmer, kar je domena specialista. Torej, tukaj je šlo skrajšanje močno, povprečni čas, ki ga vsak ortodont za to analizo potrebuje, je kar obsežen in zahteven. Zdaj seveda ne otiskujemo več vsi, imamo digitalne modele, pa to računalniško naredimo, ampak prav O pa je tisto, kar omogoča zobozdravniku, da objektivno, zanesljivo in veljavno izmeri 7 znakov namesto 15 in modifikacija je šla še v tej smeri, da je potrebno izdelati tudi panoramsko rentgensko sliko, torej je to dodatek plus 2 znaka, kjer znamo ugotoviti neke nepravilnosti v številu zob ali pa napovedati nepravilnost v izraščanju posameznega zoba. Če je njegova lega nepravilna, da zna tudi zobozdravnik predvideti, tukaj bo pa potrebno pomagati. Rekli ste, da je odvisno, mislim, da si želite, da to januarja zaživi. Od česa pa je odvisno, da bo takrat? Glejte, jaz tako zelo zagovarjam strokovni del. Mi smo si zadali, da imamo 1 leto na razpolago učne delavnice in da si želimo v trenutku, ko bi naj to obveljalo, imeti vse zobozdravnike z ustreznim znanjem pripravljene, da bojo lahko to vestno, veljavno in pa predvsem z visoko mero znanja izpolnjevali. In tukaj vidim zdaj, da je bilo izjemno zanimanje. Moram reči, ko je bil prvi učni naboj v januarju in v februarju, je bilo prijavljenih 90 in 80 splošnih zobozdravnikov in da so bili vsi zelo navdušeni. Torej, to nam je dalo še dodatno vnemo, da smo vedeli, da smo mogoče na pravi poti. In moram reči, da so bile potem tudi zelo pozitivne ocene teh delavnic in dejansko, da imaš možnost v enem dopoldnevu, v 4 urah, ponoviti teoretične osnove, saj je tako, kot sem omenila, to dodiplomsko znanje že znano vsem zobozdravnikom, ampak da se seznanijo potem s programom in da pravzaprav, ko zaključijo, da imajo nek občutek, da to, kar delajo, že delajo, vendar pa jim tukaj omogoča lažje zapisovanje teh znakov in na koncu pride računalniški izpis, ki je potem za vsak naslednji pregled neko izhodišče. In predlog je, da bi pravzaprav delali to pri malih otrocih pri 3 letih, pri 5 letih, pri 8 in pri 12. To pomeni 4-krat v obdobju rasti in razvoja. Pa me boste zdaj vprašali, zakaj 4-krat? Pričakujem to vprašanje. Zdaj niste bili na mojem predavanju. Grozljiv je podatek, da je pri 3 letih, pri otrocih v Sloveniji, pri 98% otrok, ki smo jih gledali v Mariboru in okolici, prisotnost funkcionalnih odklonov. To se pravi, vsi imajo pri 3 letih nekaj narobe. Bodisi ne dihajo pravilno, ne požirajo pravilno, ali pa imajo eno od hudih razvad orofacialnega področja, duda, steklenička ali prst. Vse to ustvarja v ustni votlini dinamično neravnovesje. Pa če povem samo za en primer. Nekdo, ki ima dudo pri 3 letih, je duda tista, ki potisne jezik na ustno dno, s tem jezik, ki naj bi počival na nebu in ustvarjal dinamično ravnovesje in vpliv na ustrezno širino zgornje čeljustnice, nima tega vpliva, pač pa prekomerno širi spodnji zobni lok in takoj nastane nepravilnost med obema zobnima lokoma. Nastane ozek zgornji zobni lok, temu sledi praviloma tesno stanje, še naprej lahko sledi ena nepravilnost, ki je prednost za zdravljenje zaradi dude in to je enostranski funkcionalni križni griz, kjer ni nepravilnost samo v čeljustnici, pač pa je nepravilnost tudi na obrazu. Odkloni se spodnja čeljust v stran in tem malim otrokom se razvija asimetrija obraza. To pomeni, da gre brada v stran in tega s prostim očesom ne vidimo, ampak se vsakodnevno ta asimetrija povečuje, bolj izraža
nepravilnost je in na dolžini mišic, in na njihovi moči, in na čeljustnem sklepu. In to se da zelo enostavno odpraviti z aparatom, pa včasih tudi zelo enostavno, če grejo le razvade stran. In zato je bil potem cilj, da pri 5 letih pogledamo ponovno. Pri 5 letih znamo že oceniti, kakšen bo položaj čeljustnic po izrasti prvih stalnih kočnikov. Ker nam postavitev mlečnih drugih kočnikov že to narekuje. Torej, to je spet eno obdobje, ko znamo predvideti, kaj se bo zgodilo ob menjavi zobovja. Predvsem pa bodo zobozdravniki znali sami preveriti, če so bili uspešni z njihovimi navodili. Predvsem glede odpravljanja razvad, nepravilnostmi dihanja. In dr. Sandra Kravanja je gledala pri teh malih otrocih, kako je funkcija lege jezika in pa govor. In je zastrašujoče, da zaradi teh razvad je tudi funkcija govora zelo nepravilna pri teh malih otrocih. In seveda cilj bi bil, da pred vstopom v šolo znajo naši slovenski otroci pravilno govoriti. Da ne se sljajo, da imajo pravilen tonus jezika pri izgovarjavi glasov, ki vključujejo jezik, in seveda, da nimajo odprtega griza zaradi razvade sesanja. In vse to so razlogi, da smo že od nekdaj, pa da ne bom samo o sebi govorila, naši predhodniki, profesor Jože Rant, profesor Parčnik, in potem, če zdaj nadaljujemo, vse 3 profesorce, ki temu sledijo, in vsi tisti, ki delajo raziskovalno, to pomeni in Drevenšek, in Primožič, ki smo na centru in na katedri, spodbujamo, da je potrebno prepoznati te nepravilnosti čim bolj zgodaj in ustrezno ukrepati, kar se da, in pri 5 letih prepoznamo tudi nekatere dedne nepravilnosti, kot je mandibularni prognatizem. Tukaj velja, da smo verjetno Slovenci dali gen Habsburžanom in ne obratno, pa je to bolj šala kot zares, ampak zelo velik delež je teh prekomernih rasti spodnje čeljustnice, ki se jih da uspešno zdraviti, in tukaj smo tudi spet Slovenci eni bolj prepričanih v zgodnje zdravljenje. Če lahko še jaz dodam en stavek, EFO indeks bo v veliko pomoč ne samo šolskim zobozdravnikom pri spremljanju uspešnosti njihove obravnave v teh letih med temi obdobji, ki so bila našteta, in pa tudi za utemeljitev staršem, kdaj je napotitev na ortodontsko obravnavo že utemeljena. Da se nam ne bo več dogajalo, kot je to unikum v ortodontiji, medtem ko tega v ostalih medicinskih dejavnostih, kjer izdajajo napotnice, ni, da je napotnica izdana na željo staršev. Brez tega, da je zatem neka določena indikacija, utemeljena indikacija. Pa če še jaz en stavek povem, in potem, če bo to sistemsko urejeno, da ima vsak otrok pravico prvega pregleda, to, kar je zdaj glavno svarilo, da čakaš za prvi pregled 7 let. To je bil zdaj glavni cilj, da imajo vsi možnost pri 3, 5, 8 in 12 letih. Torej, to pravico imajo ves čas, pa oni niso kar nekje v zraku, pač pa so pri svojem izbranem osebnem zobozdravniku, ki zna, glede na vsa tale izhodišča, ustrezno svetovati, pogledati in starše na nek način pomiriti. Saj to je cilj. Saj, če si predstavljajo, smo vsi starši, in če nam kar naenkrat nekdo reče, če 7 let lahko šele pogleda kdorkoli, to je res nedopustno. Tako da jaz vidim en velik prispevek k reševanju vsega, da začnemo na začetku zgodbe. To je pri napotitvi. Zato smo tako zelo prepričani, da bo ta pripomoček zelo dobrodošel, tako kot je rekla predsednica dr. Kravanjeva, na eni strani za zobozdravnika, da bo imel v rokah nek pripomoček, na drugi strani za starše in ne nazadnje za vsakega specialista ortodonta. Če povem še naprej, želja je, da bi ustvarili nek help gumb,
To pomeni, da bodo mladi specialisti in specializanti, pa tudi širše, po regijah na razpolago, da bojo ob vsakem trenutku lahko odgovarjali zobozdravnikom, če bojo imeli težave pri bodisi izpolnjevanju EFO indeksa, bodisi pri prepoznavanju kakšne specifične nepravilnosti. Včasih so še vedno, če je 7 predalčkov, še vedno lahko ena od nepravilnosti ne sodi niti v enega od predalov. Zato ima tudi program eno posebno mesto opomba, kjer ti lahko vpišeš nekaj, kar ni, pa je, pa ne moreš nikamor napisati. In s tem smo imeli kar precej dogovarjanja, tukaj so nam šli zelo mladi računalničari na roko, tukaj je tudi Rok Kanduti kot avtor računalniškega programa s svojo ekipo in so bili zelo razumevajoči, kako še kaj dodatno napisati. Seveda mi kot strokovnjaki z drugega področja vidimo samo svoje, zato je to zelo pomembno, da imaš tudi take, ki te poslušajo. Mislim, smo v celoti izčrpali zadeve, tudi preko Zooma nima nobenih vprašanj. Še to na spletni strani spodaj so tudi surovi posnetki in pa tudi ta video, ki smo ga pripravili za YouTube, ki bo v bistvu namenjen prav to, da si vsi starši dejansko lahko pogledajo, kako ta EFO indeks poteka. Če smo izčrpali vprašanja, najlepša hvala za udeležbo. Lahko tu še praktično si gremo zdaj pogledati. Hvala tudi vam. Lep dan. Hvala.